Pozdravljeni! Na vrsto je prišla že 12. dirka v sezoni 2022, velika nagrada Francije. In v uvodnem prispevku si bomo pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti same velike nagrade, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začeli. Tudi tokrat je ta uvodni prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem delu si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem delu si bomo ogledali same značilnosti proge, seveda v Le Castelleju, in v tretjem bomo našo pozornost usmerili k vremenski napovedi. A tokrat v izbor za tisto dirko iz preteklosti je prišla velika nagrada Francije 1962. Letos mineva točno 60 let od te dirke, ki je bila prirejena na progi v Rouenu. Ta ni bila fiksna, speljana je bila po ulicah, ampak nudila je kar velik izziv za nastopajoče. Leta 1962 se je tu zgodilo nekaj zanimivega. Namreč Scuderia Ferrari ni bilo, ker so imeli v Italiji stavko, a kljub vsemu je bilo zbranih kar nekaj šampionov in potencialnih favoritov za samo dirko. Govorimo o Grahamu Hillu, Jimu Clarku, Johnu Surteesu, Bruceu McLarenu in še bi lahko naštel. Seveda, tako Hill z BRM-om kot Clark z Lotusom sta bila v boju za naslov svetovnega prvaka. Bila je to 4. dirka od 9 takrat v koledarju. Ampak John Surtees je imel na razpolago šasijo Lola, ne smemo pozabiti na Brucea McLarena, ki je bil takrat seveda še zmeraj v ekipi Cooper. Jack Brabham je komajda ustanovil svojo ekipo in imel v tistem trenutku še zmeraj šasijo Lotusa, ampak tudi on je spadal nekako v širši krog favoritov. V širšem krogu favoritov bi pa težko našli legendarnega ameriškega voznika Dana Gurneyja. Ta je bil tu prisoten s tovarniško ekipo Porsche. In oni, zvesti svojim koreninam, so v sezoni 62 imeli čisto poseben in seveda drugačen bolid kot vsi ostali. Govorimo o znanem Porscheu 804, o katerem sem pred časom naredil že poseben prispevek, in vkolikor koga zanima zgodovina tega posebnega bolida, mu puščam bližnjico seveda v opisu. A samo tako za pokušino, ta bolid je imel zračno hlajen motor in že to nam pove, da je bil čisto nekaj drugega od onih, recimo temu klasičnih, ki smo jih videli na progi v sezoni 62. Dirka se je začela in Dan Gurney s svojim Porschem, kot sem že povedal, ni bil v ospredju. A bolj, ko so si krogi sledili iz enega v drugega, so začeli favoriti odstopati zaradi raznih prigod, od tehničnih nevšečnosti, nesreč, vozniških napak, in videli smo v zadnjem delu dirke, da se je na prvem mestu presenetljivo znašel že prej omenjeni Gurney, ki je pa imel takrat samo eno nalogo: pripeljati do cilja brez napak. In to mu je uspelo. Zmagal je veliko nagrado Francije, kar je bila prva in edina zmaga za Porsche kot konstruktor v Formuli 1 in ne kot dobavitelj, na primer, motorjev oziroma po novem tudi pogonskih sklopov, če bojo prišli v Formulo 1. In seveda ena izmed tistih zmag, ki so bile presenetljive, nepričakovane in legendarne. A ne smemo pozabiti še na nekaj. Na 6. mestu se
se je znašel Karel Gaudenj de Beaufort, rojak Maxa Verstappena, kateri je bil za volanom starejšega Porscha 718 in je bil eden izmed tistih voznikov, ki so se ga prisotni na štartnem razporedu najbolj bali. Velik šaljivec, kateri je imel v kasnejših letih svojega Porscha pobarvanega v oranžno barvo in seveda tudi eden izmed tistih voznikov, o katerim marsikdaj pozabimo povedati zgodbo, a o njem kdaj drugič. Letos bomo lahko videli zadnjo veliko nagrado na progi Paul Ricard. In verjetno mnogim navdušencem že izgled proge je malce čuden. Vidimo lahko na velikih asfaltiranih izletnih conah tiste različne barvne proge, ki ponazarjajo, kakšen oprijem ima asfalt na določenih mestih. Lekastele je seveda proga, ki je namenjena prvotnemu testiranju, zato ima ogromno možnih kombinacij in tudi zaradi tega velike izletne cone, kjer je narejeno vse, da bi se bolid ne bi poškodoval. A če sedaj za trenutek pogledamo tabelo, ki jo pripravlja Pirelli, bomo videli, da na prvem delu imamo spremembo glede na tisto, kar smo videli naprimer v Avstriji. Namreč kategorije pospeševanja, stranskih sil in samega stresa pnevmatik imajo vrednost 4. Kar se tiče zviranja, imamo vrednost 2. Torej, vidimo, da je tu izjemno hitra proga, kjer imamo tisto dolgo ravnino Mistral, ampak takoj na to serijo ovinkov, ki spravijo pnevmatike pod izjemno visok pritisk. Na drugi strani tabele vidimo, da imamo vrednosti 3 in to v tistih kategorijah, ki nam govorijo o izboljšanju proge, o samem oprijemu, o seveda abrazivnosti samega asfalta in na koncu tudi o tisti vrednosti aerodinamične komponente oprijema. Zaradi zvišanja vrednosti na prvem delu tabele je tudi logično, da imamo tu v Franciji za stopnjo trše pnevmatike. Videli bomo seveda C2, C3 in C4. Kar se tiče tlaka, je tu nekaj pričakovanega. Na veliki nagradi Francije bodo pri FIA začeli prvič resno opozarjati na novo tehnično direktivo, ki bo skušala preprečiti seveda skakljanje. V veljavo bo stopila šele po poletnem premoru, ampak sedaj imajo ekipe dve veliki nagradi časa, da se na novo direktivo dobesedno pripravijo. Poleg tega bo še zanimiva vremenska napoved. Namreč v petek, soboto in nedeljo bomo imeli sončno, poleg tega izjemno toplo. Odvisno od dneva, najvišja temperatura bo med 33 in 35 stopinjami Celzija, kar bi znalo marsikatero ekipo spraviti v težave, vsaj kar se tiče hlajenja pogonskih sklopov. Rešitve, ukolikor bodo ekipe se tako odločile, bomo videli v naslednjem prispevku, pred samimi kvalifikacijami, kjer bomo budno spremljali, ali so na raznih bolidih se nekako prikazale dodatne hladilne reže. A po drugi strani mene osebno zanima, kaj bodo napravili pri Mercedesu z njihovim res radikalnim konceptom. Poleg tega bomo imeli predvsem v soboto in deloma tudi v nedeljo vetrovno vreme, ki bi znalo tudi vplivati na samo razmerje sil. Zatorej velika nagrada Francije se obeta kot dirka, kjer bo tudi nekaj zanimivih točk, katerih ne smemo prezreti. A za naš uvodni prispevek bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.